cœur qui bat. Spoštovani gostje, spoštovane gostje, lepo pozdravljeni na Slomškovem literarnem festivalu Slomšek Fest. V naslednji uri vas bomo popeljale v bogat svet posavskih literatov. Popeljale vas bomo po poti posavske literarne dediščine in po poti sodobnega literarnega ustvarjanja. Naš namen je v prvi vrsti predstavitev bogatega nabora posavskih umetnikov in pa tudi izobraževanje in zabava. Zato se udobno namestite in z nami vstopite v čarobni svet proze in pesmi. Danes bomo z vami literarne vodičke Ana, Klara, Lara, Martina, Maruša, Miša, Mojca, Nika, Nuša in Zala. Za začetek naj omenim, kaj nam je omogočilo, da smo danes tu zbrani. Naša projektna skupina namreč sodeluje na projektu ŠIPK, študentski inovativni projekti za družbeno korist. Projekt financirata Evropski socialni sklad in pa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Omenjeni študentski projekti omogočajo, da študenti pridobimo praktične izkušnje že v času študija. Pod skrbnim očesom mentorjev skupaj ustvarjamo rešitve za izzive v lokalni in regionalni skupnosti. Potrebna je kreativnost, inovativnost in sodelovanje. K besedi zdaj zato najprej vabim vodjo in pedagoško mentorico projekta, docent dr. Jasno Potočnik-Topler. Dober večer, lepo pozdravljeni vsi skupaj, hvala lepa, da ste prišli kljub korona časom in vsem omejitvam, ki jih je vsak dan več. ŠIPK, Slomškov literarni festival, je eden tistih projektov, ki je meni še posebej drag in eden najljubših pravzaprav, čeprav je potekal v oteženih pogojih, ampak predvsem zaradi krasne ekipe, ki je tukaj za mano, ki jo predstavljajo študentke, ki so kljub vsem omejitvam pridno delale, vestno raziskovale, sproti poročale, pripravljale literarne popoldneve v preteklih mesecih, smo prišli do krasnih, zavidljivih rezultatov in zgolj en delček tega vam predstavljamo nocoj. Seveda gre zahvala tudi društvu 1824, ki s Fakulteto za turizem Univerze v Mariboru sodeluje že drugo leto. Lani smo skupaj raziskovali Slomškovo dediščino, povezavo Slomška z Brežicami in razmišljali, kako čim bolj vključiti Slomškovo dediščino tudi v turistično ponudbo. V letošnjem projektu smo našo raziskavo nekoliko razširili, nadgradili in raziskujemo bogato ustvarjalnost Brežic in Posavja. In rezultati, do katerih smo se skupaj dokopale, so naravnost navdušujoči. Literarna bera tukaj v Brežicah in v Posavju je neverjetno bogata in raznolika. Ko govorimo o zahvalah, je vsekakor potrebna še ena. Namreč že drugo leto z nami na projektu sodeluje tudi magistrica Mojca Strašek-Dodik kot strokovna sodelavka in mentorica, ki nudi organizatorsko in strokovno podporo. Tako da hvala v imenu celotne ekipe in pa hvala, aplavz je res na mestu, in pa hvala vsem, ki ste nam tudi sicer stali ob strani in pomagali z nasveti, z usmerjanjem, z informacijami, s tehnično podporo. Pred nami je, verjamem, en čudovit večer, zato predlagam, da stopim med občinstvo in da vsi skupaj kar se da uživamo v tem čudovitem poletnem večeru. Hvala naši mentorici. Zelo pomembno vlogo, kot že omenjeno, pa je pri projektu imela tudi predsednica društva 1824 in strokovna mentorica projekta, magistra Mojca Strašek-Dodik. Tudi njo prosim za nekaj misli o poteku projekta.
Spoštovani in spoštovane, en lep dober večer tudi v mojem imenu in v imenu društva 1824. Ja, v društvu 1824 z odprtimi rokami sprejemamo in pozdravljamo ta projekt in zelo veseli smo, da nas je Fakulteta za turizem, konkretno lahko reče moja prijateljica, docentka dr. Jasna Potočnik-Topler, ponovno povabila k sodelovanju. Kot je bilo že omenjeno, ta projekt je neka nadgradnja ali nadaljevanje lanskega projekta, ki je imel naslov Po sledeh Antona Martina Slomška v občini Brežice, kjer, kot je bilo rečeno, smo predstavili njegovo življenje in delovanje v našem kraju. Zdaj, tisti, ki poznate našo društvo in ga spremljate, veste, da društvo 1824 skozi celo leto organizira različne dogodke, katerih namen je, da povezuje med seboj različne generacije, skozi vsebine teh dogodkov pa skuša spomniti na našo kulturno dediščino, na običaje, na šege, na praznike, na navade in na vse tiste pomembne dogodke, ki nas med seboj povezujejo in bogatijo. V društvu skušamo slediti poslanstvu Antona Martina Slomška. Zdaj tisti, ko še ne veste, je bilo pa že večkrat povedano, naše ime 1824 nosi letnico, ki je povezano s Slomškom. Tega leta je bil Slomšek posvečen v duhovnika. Prav tako je ta stavba za nami, Slomškov dom, povezana tudi z imenom, noter imamo tudi sedež društva, ker je tistem 1824. leta se je začela beležena začetek gradnje te stavbe nekdanje stare šole. Tako da ta dogodek, ki so ga danes pripravile študentke projektne skupine pod idejno voditeljico, odlično organizatorico, docentko dr. Jasno Potočnik-Topler, vsekakor sledi poslanstvu Antona Martina Slomška, ki je imel zelo rad slovenski jezik, materni jezik in je to svoj ljubezen do jezika širil med ljudmi praktično vsak dan. Upamo, da bomo iz tega, da si želimo, se bomo potrudili, da bomo izdelali tudi eno publikacijo, iz katere bo prikazano to bogatstvo posavskega ustvarjanja, posavskih literatov in skupaj s publikacijo lanskega leta, ki jo tudi še pripravljamo v Slomšku in filmom o delovanju Slomška, bo potem tukaj na razpolago vsakemu, ki ga bo pot pripeljala v naše kraje, v našo župnijo in sploh v Slomškov dom. Iskreno se zahvaljujem, ponovno omenjam, ker je res glavna voditeljica in vodja je docentka dr. Jasna Potočnik-Topler za res odlično organizacijo in vodenje in seveda se zahvaljujem vsem študentkam projektne ekipe, ki so, kot je že omenila Jasna, delovale zelo samostojno, inovativno, med seboj so sodelovale, med seboj so se povezovale in tudi samostojno vsebinsko danes pripravile ta zaključni dogodek. Tako da najlepša hvala za vaš prispevek naši občini, župniji in tudi našemu društvu vsekakor. Želim vam lep večer, ne bom predolga, sem že kar veliko povedala. Uživajte v tem, kar so pripravile, pa se potem na koncu še podružimo malce na pogostitvi. Hvala lepa. Naš projekt se je osredotočil na raziskovanje in promocijo kulture v posavski regiji. Kultura je za vsak narod zelo pomembna, pa čeprav jo nekateri ne razumejo. Kultura krepi narodno zavest in spodbuja človeški razvoj. Brez prakticiranja kulture se danes ne bi mogli ponašati za razvito, moderno in demokratično državo. Če citiram angleškega aktivista Markusa Garveya, ljudje brez zavedanja o lastni pretekli zgodovini, izvorih in kulturi so kot drevesa brez korenin. Kulturna produkcija literature pa nam omogoča preprosto preganjanje dolgčasa, hkrati pa tudi globlji osebni razvoj in pa kritično razmišljanje o trenutnih razmerah v družbi. Slovenci poznamo celo množico odličnih umetnikov. Med najbolj znanimi so Primož Trubar, France Prešeren in pa tudi Anton Martin Slomšek. Okoli njega se tudi vrti naš festival. Več o samem Antonu Martinu Slomšku in več o našem raziskovanju vam bo predstavila Maruša. Tekom našega projekta
pod naslovom Slomškov literarni festival in v sodelovanju z društvom 1824 smo se punce podale na raziskovalno pot in odkrile mnogo literatov ter se odločile za antologijo posavskih literatov. Pa bi začela kar z mislijo znanega Slovenca, ki je prihajal iz Posavja, Adama Bohoriča, ki je v svojih zimskih uricah zapisal: Prav nič namreč ne dvomim, da bo tej moji preprosti, vendar resnični pripovedi sleherni redoljub pritegnil in z menoj vred potrdil, da je slovanski narod treba imeti za zelo starega in po številu zelo močnega, domala po vsem svetu razširjenega, da ga ne smemo šteti za kaj vem, kako zanikrnega, ampak da ga je po pravici treba prištevati med najbolj spoštovane, ter je poznavanje njegovega jezika prav tako potrebno, kakor katerega koli drugega. Glavni namen projekta je bil torej odkriti bogato zapuščino, literarno zapuščino Posavja. Ker nam je korona zagodla, smo se pričele dobivati na literarnih popoldnevih, kjer smo se dobivali vsak teden in vsak teden predstavile nove literate, ki so prihajali iz Posavja. Antologijo smo pričele z obdobjem reformacije in vlekle literate vse do današnjih dni. Pomembna oseba je bil tudi Anton Martin Slomšek, ki je prav tako deloval nekaj let na Bizelskem v Posavju. Ljudi je učil in jim skušal zanetiti željo in ljubezen do slovenskega jezika in takole je zapisal: Ne bodi vas sram, da ste Slovenci, to naj bo naša čast in naj nas naši sosedi le zaničujejo, oni ne vedo, kaj delajo. Ravno oni, ki nas zasramujejo, so tudi pred nekoliko leti bili, kakor smo mi, ponemščili so se, zapravili nebeški dar slovenskega jezika in zdaj ravno za toliko manj veljajo, za kolikor manj jezikov znajo. Ravno tak bi tudi vi in vaši otroci v kratkih letih za enega človeka manj veljali, ako bi Slovenije mrnvati kar več ne znali, kar bi bilo za vašo žlahto velika izguba in greh. Lik Antona Martina Slomška, ki se je svoje celotno življenje boril za obstoj slovenskega jezika in je svoj pečat pustil tudi v Posavju, je tako postal rdeča nit našega projekta in predstavlja osrednji lik med vsemi literarnimi ustvarjalci v Posavju. Sledeča antologija bo predstavljala pomembno delo, saj gre za prvo sistematično predstavitev literarnih ustvarjalcev posavske regije, ki omenjene literate predstavlja širši javnosti in jih ohranja pred pozabo. Reformacija je bilo versko, kulturno in politično gibanje v 16. stoletju, katerega cilj je bila preureditev rimsko-katoliške cerkve. Njen glavni začetnik je bil nemški katoliški duhovnik in avguštinski menih Martin Luther. V obdobju reformacije so se pojavile prve slovenske knjige. Leta 1550 je protestant Primož Trubar izdal abecednik in katekizem. Pomembni deli sta bili tudi Bohoričeva slovnica Zimske urice in Kreljeva otročja Biblija. V obdobju reformacije smo Slovenci dobili tudi prvi prevod svetega pisma, ki ga prevede Jurij Dalmatin. Tako Adam Bohorič kot Jurij Dalmatin sta izjemnega pomena za razvoj slovenskega jezika. Imata pa še eno skupno lastnost. Oba sta se rodila v Posavju. Adam Bohorič se je rodil v Brestanici, Jurij Dalmatin pa v Krškem. Iz obdobja reformacije smo stopili v bogato obdobje baroka. Barok je evropski zgodovinski in umetnostni slog, ki se je začel okoli leta 1600. Je odsev zmage nad reformacijo. V marsičem je ta književnost le podaljšek značilnosti, ki so se pojavile v obdobju renesanse, a jih je barok stopnjeval ali pa jim dal novo vlogo. Največji slovenski predstavnik tega obdobja je Janez Varkat Valvazor z svojim delom Slava Vojvodine Kranjske. Slava Vojvodine Kranjske velja za enega najpomembnejših znanstvenih del v naši domovini. V njem najdemo tudi odlomek, ki govori o Posavju. Tako je mesto na prijetnem kraju in zlasti zaradi omenjene reke ogleda vredno.
ker plovejo tot ladje vedno gor in dol in tu tudi pristajajo. Na gričko pred mestom so tla posuta z samimi vinogradi. Brž, ko prideš iz mesta, pa se griči izgobe ter se razprostira lepo, ravno in široko polje, splošno Krško polje imenovano. Za obdelovalo je preimenitno. Da je tu nekoč bilo prav veliko mesto, jasno razbereš iz mnogih starin, ki jih 1 miljo daleč najdeš v zemlji, tako star rimski in po večini poganski denar, ki sem ga sam nekdaj 1000 kosov dobil. Prav tako velike kamne z napisi, zajetne kamnite stebre, popisane z spominskimi napisi in kar je še drugih takih ostankov starega veka. Razsvetljenstvo je oznaka za kulturno in idejno gibanje 18. stoletja, ki je nastalo v Franciji. V književnosti je bil poudarjen razum. Za slovensko književnost je razsvetljenstvo pomembno zato, ker se končno začne razvoj posvetne književnosti. Do tega časa je bila književnost izrazito verskega značaja. V tem obdobju izideta tudi prvi slovenski pesniški zbirki, 4 pare kratkočasnih novih pesmi in pesmi za pokušino. Eden od pomembnih pesnikov tega obdobja je tudi Andrej Urek, ki se je rodil v Kapelah pri Brežicah. Več pesnikov pa bomo spoznali v naslednjem obdobju, obdobju romantike. Pa smo prispeli v obdobje romantike, kjer je živel in ustvarjal gospod, kateremu je posvečen tudi naš festival. Anton Martin Slomšek se je rodil leta 1800 v Slomu v Unišah pri Ponikvi. Bil je slovenski rimsko-katoliški duhovnik, škof, pisatelj, pesnik, pedagog in blaženi ter narodni buditelj. Služboval je kot kaplan od septembra 1825 do aprila 1827 na Bizelskem in takrat zaznamoval tudi te kraje. Iz vneme za slovenščino je že med študijem teologije ustanovil slovensko društvo, poučeval bogoslovce v slovenščini in jih navduševal za pisne in govorne vaje. O ljubezni do maternega jezika je govoril tudi v pridigah, slovensko misel pa širil v knjigah. Zelo si je tudi prizadeval za slovensko šolo na kmetih. Umrl je 24. septembra 1862 v Mariboru. Tudi v Brežicah je pustil velik pečat. Po njem se imenuje tudi stavba, pred katero stojimo. Danes vam bomo predstavili njegovo pesem Zdravica Slovencev. Sloven Slovenca vabi, če se ti pit ne gabi, tak pridi v gorco k nam, smo dobre volje tam. Bomo eno zapeli, da bomo vsi veseli, vsa žalost naj neha, kjer vince je doma. Visoke so gorice in žlahtne so trtice, ki pri nas rastejo, nam vince dajejo. Vinograd obdelovati, Slovenc vsak mati, kdor delal prav ne bo, naj pije le vodo. Tud trte se solzijo, preden vince rodijo, naj tudi se poti, kdor vince pit želi. Po pameti ga pimo, da pamet ne zgubimo, kak grdo bi pač bilo, ne znati kam domov. Kdor vince prav zauživa, veselje v srce vliva, če srce dobro ni, ga vince le skazi. Zdaj kupice nalimo, na tvoje zdravje pimo, ki si povabil nas, da nam je kratek čas. Napiše ti zdravico, za družbe veselico, če prazen bo bokal, boš pa drugega dal. Drugi ustvarjalec, ki je prav tako zaznamoval obdobje romantike, je bil Oton Trabant, duhovnik in misionar, rojen 12. julija 1816 v Pišecah, umrl pa marca 1854 v Južnem Sudanu. Trabant je bil misionar v Južnem Sudanu v Kartumu skupaj z Ignacijem Knoblaharjem. Danes vam bomo predstavili odlomek iz enega njegovega pisma, ki ga je poslal milostivemu, visokočastlivemu lavantinskemu knezu in škofu, napisano leta 1852, ki govori o njegovem vzponu na piramido v Gizi. Tretji kraj, ki sem ga z misijonskimi tovarši vred ogledal, je prostor, kjer mnogo slovenski pili ali piramide kupe. Skobacal sem bil samo na najvikši pil, ki je na opik 448 čevljev visok. In ravno, da mi ni bilo srčnosti zmanjkalo,
Ker ko sem bil do srede preplezal, se je eden mojih tovarši uvrnil in svesto bi jo bil jaz za njim potegnil, ako bi me ne bili beduinci, ki se za dobro počilo obilno, ko spremljevalci vrinejo, hote ali ne hote, na vrh pila čez 3 do 5 čevljev visoke skale za obe roki kviško vlekli. Ko sem bil pa vrh dosegal, se nisem kesal, da sem dospel na to težavno in nevarno visočino. Obdobje, ki sledi romantiki, se imenuje realizem. Slovenski realizem, vključno z obdobjem med romantiko in realizmom, je trajal nekje od leta 1849 do 1899. V obdobju slovenskega realizma se je na Slovenskem bolje razvila epika in pridobila nove zvrsti, roman in novelo. V tem času je potekal program Zedinjena Slovenija, kjer se je vsa Slovenija združevala. Izoblikovali sta se 2 gibanji, staroslovenci, ki so izdajali kmetijske in rokodelske novice, in mladoslovenci. V času realizma pa sta začela izhajati tudi časnika Slovenski glasnik in Zvon. Eden izmed pomembnejših predstavnikov je zagotovo Janez Metzinger in predstavila bom njegov odlomek Moja hoja na Triglav. Pozneje so marsikateri bolj hudomušni njegodobri besednjakarji ponavljali mnenje Valentina Vodnika v Bohinju med bohinjci za bohinjsko mizo, na kateri je stal bokal vina, in mi bohinjci, ki smo jih potrpežljivo poslušali po stari navadi, to je do tedaj, da se je krčmarju plačal pošteni račun. Trdili so ti izzivači mlekokrvnih bohinjcev, da je naš kraj pravzaprav Bolhin, ker baje tisti spiritus familiaris, ki so zove v pristni bohinjščini pa eno, že od nekdaj v Bohinju deluje tako značilno, da je dal ime vsej pokrajini. Vendar vedno še pišemo in govorimo Bohinj. Uči nas pa vsakdanja izkušnja, da mi Slovenci, ne brigajoči se za važnejše stvari, pravopis, tako menjujemo kakor naše Slovenke, klobuke in rokave. Torej se utegne pripetiti, da stane med nami mogočen novotar in da nam ne boječ se bohinjski pesti zapove, pišimo odslej Bolhin in knjige ali lista, v katerem bo stara beseda Bohinj, ne sme nihče brati, kaj še kupiti. Za obdobjem realizma je sledilo obdobje slovenske moderne. V obdobju slovenske moderne, ki je trajalo od leta 1899 do 1918, torej slabih 20 let, in je značilno po novih motivih, izrazih in mišljenjih, je literarno ustvarjalo tudi nekaj posavskih umetnikov, ki so slovenskemu prostoru zapustili del pomembne literarne dediščine. Nekateri izmed njih so Bukovinski, Krulc, Stergar, Zevnik, Tiler, brat in sestra Poljanec, Albret, Rostohar in Slapšak. Z recitacijo pesmi Ivana Bukovinskega z naslovom In sam ostane s križem se bomo spomnili obdobja moderne. Ne toži svetu, o ne toži, če vse ti gre navzkrižem. S potrpežljivostjo se oboroži in sam ostani s križem. Saj svet z besedo le klepeče, ko pravi svoje nam sožalje, a v srcu, prav mu je, poreče in mirno svojo pot gre dalje. V prvi polovici 20. stoletja, v času vojne in bede, so v Posavju nastajala številna literarna dela s tematiko domovine, ljubezni, narave, življenja. Tako bi tu omenila Tone Seliškarja, Antona Krošla, Jaroslava Stovička, Bronislavo Orehek, Mirka Kuhla in Rezi Marinšek, ki so ustvarjali v času med obema vojnama, ter Davorina Petančiča in Ludvika Mrzela, ki so ustvarjali v času po drugi svetovni vojni. Vsi preprosti, pa vendar pomembni ljudje so predstavniki literarnih ustvarjalcev Posavja, ki so pripomogli k prepoznavnosti posavske regije, Slovenije in naroda v svetovnem merilu. Ker pa je za pismeno ustvarjanje pomembna že zgolj beseda, bi s pesmijo, ki je zapisala Bronislava Orehek, poudarila moč besede. Beseda pozdravi, gani, utihne, nas vzgaja, pomirja, tolaži, uči.
Beseda poboža, svetuje, rešuje, da včasih trpljenje potiho zbeži. Beseda svari, dokaže in prosi, dviga na misli, krepi in blaži. Z veseljem življenja vse bitja napolni, v neizmerni zahvali srce zažari. Beseda pokliče, kot mati ljubeče, nas reši v stiskah, ko ni več poti. V urah obupa nam upanje vrne, previdno odžene, preteče skrbi. Beseda pa včasih užali, poniža, dušo že bolno zadane kot meč. Zaupanja, ker je bila izrečena, v ranjenem srcu nikoli ni več. Hvala. Literarno obdobje po drugi svetovni vojni traja od leta 1945 pa vse do danes. Razvijajo se smeri realizma in socialnega realizma, glavna tematika pa je bila vojna. Kasneje pa se razvijajo še sodobne literarne smeri. V tem časovnem obdobju smo našli kar veliko posavskih ustvarjalcev. Najbolj odmeven med njimi je zagotovo Jože Toporišič, če pa naštejem še nekaj drugih piscev, so to Marija Kalčič-Mirtič, Stanka Hrastelj, Janez Žakelj, Ravko Vodeb in še mnogo drugih. Pišejo pa tudi mlajše generacije, med njimi so Nika Gradišek, Ana Marija Cemič, Klara Eva Kukovičič in Klaudija Žitnik. Danes vam bom predstavila pesem v krogu Mojce Andrejaš. Vse se nekje in enkrat začne. Življenje nebogljenega otroka z vdihom, popek vrtnice se napne, preden razbohoti svoj cvet. Sonce in veter prispevata svojim toplim pridihom in tako od pomladi do pomladi, spet in spet, tako se vrtita svet. Vse se nekje in enkrat konča. Življenje zrelega človeka z izdihom, razcvetena vrtnica se zapre, preden raztrosi svoj cvet. Dež in sneg pomagata svojim hladnim dihom in tako od zime do zime, spet in spet, tako se vrtita svet. In spet poganja ta svet seme, ki pod snegom klije in srček, ki pod srcem bije. Poleg vseh naštetih umetnikov moramo izpostaviti še naslednje literate. Rudi Stopar, Jože Pacek, Rudi Mlinar, Branko Brečko, Nada Srpčič, Dragomila Šeško, Ivana Vatovec, Silvester Mauser ter Marija Bajt. Zelo znan posavski umetnik je, kot že omenjen, Rudi Stopar. Rudi Stopar je pesnik, grafik in kipar. Je avtor 11 pesniških zbirk. Poleg pesmi pa piše tudi hajkuje, zaradi katerih je prejel mnogo nagrad. Recitirala bom Stoparjevo pesem Daleč za obzorjem. Daleč za obzorjem prepredene mreže, zaznana ozadja, zatopljenost duha. Čutim sodbo dobe v času brez ljudi. Odkrite globine iztaknjenih oči, utekočinjenje podzavesti moči. Duh praznih prostorov koketno mežika. Obrabljena duša odseva v jutri. Obotavljiv korak nasproti mi prihaja, pogled volkodlakov, tatov svobode. Pri ražljivem kljukcu mrak ledene sobe, zlobno z namenom grebejo opilki zgnetene trohnobe preogretih misli. Obledeli znaki omalovaženi pehajo kviru. Čudaško briljantno razševino ljudi zaprtih v getu. Tesnoba v pljučih nebo pada name, kakor mlinski kamni v lastnem gradišču lažno brez veterja izpostavljenosti. Ostrorobe sanje jo kot čel bolnič spomini v zemljo. Odmevi začetka izruvane misli šepetajo v tujost, bolečina kamna tolče znotraj mračnih, mučenih ur molka. Vtisi trenutka upravičevanja, povsem nečitljivi, presegajo sebe, v drobcih pozabe lastnega blodnjaka. Slike in gledanje ožine nereda, osamitve same, odstiranja vsega, razpada sem že poln, pa še me polnijo. Oživljeni zvoni zvenečih zapisov so bili iskreni, resnični in pravi, bolj od kogarkoli, v zboru skušnjavcev. Verjamem besedam, zapisanim zgodbam, stalen misterij, pramenov svetlobe, že je po čitanju vseh prečutnih noči. Tista sladka igra nežne domačnosti, okus mojih besed, v hlebcih črnega in svežega kruha, je prišla v moj dom. Osnaževanje leporečja naših besed se ne konča. Ali si vedela, hidrađinja se hitro upije, tako da lahko takoj zatem pričneš z ličenjem. Genialno!
say that you love me, 'cause I'd already know. What would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if you took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. La-di-da. More than Now that I've tried to talk to you and make you understand. it's not that I want you. Close your eyes and just reach out your hands and touch me. Hold me close, don't Ever let me go. more than words is all I ever needed you to show. Then you wouldn't have to say that you love me, 'cause I'd already know. Would you do if my heart was torn in two? More than words to show you feel that your love for me is real. What would you say if I took those words away? Then you couldn't make things new just by saying I love you. Sedaj pa k mikrofonu vabim našo prvo gostjo, Klavdijo Žitnik. Klavdija Žitnik je ustvarjalka mlajše generacije in prihaja iz občine Brežice. Obiskovala je gimnazijo Brežice, zaključila študij filozofije in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer pa sedaj nadaljuje s študijem sociologije kulture. Klavdina dela lahko najdemo na Instagramu pod imenom Črna na platnu. In sedaj bom povabila kar Klavdijo k mikrofonu, da nam malo pove o svojem delu, kako je začela s pisanjem, iz kje črpa navdih za svoje pesmi in kakšni so njeni cilji za prihodnost. Lep dober večer vsem vam skupaj. Hvala najprej za povabilo. Najprej bi rekla, da tako kot vsi umetniki, kakorkoli že, jaz sem začela predvsem iz dveh dogodkov. Najprej srečevala sem se z eno pregorelostjo, na drugi strani pa prvič sem prišla v stik z umetnostjo, likovno umetnostjo, ker mi je en umetnik rekel: "Lej, Klavdija, včasih moraš narediti en korak naprej, se odstraniti od ljudi in spregovoriti tako, kot spregovorijo te umetnine." In takrat, ko sem vedno bila obdana s temi umetninami, kar sem še danes, je prišel en tak navdih, kot da bi
nek monolog spregovoril, kot da bi govorila v dialogu z temi slikami. In potem sem se nekako zazrla v sebe in sedla doma in začela pisati. Prišle so najprej res zanimive stvari ven, potem kombiniraš kot pesnik, kaj bi pasalo, ne bi pasalo, ampak se mi zdi, da najbolj je tisto, ko nekaj v tebi spregovori in takrat, ko si v tistem elementu in začneš pisati in daš neko masko na sebe, ki ni Klavdija Žitnik, ampak je neka notranja Klavdija Žitnik in to je bilo tisto, odkar sem začela. Res, da se ne ukvarjam že dolgo s tem, ampak Instagram profil sem naredila tako, ker vidim, da ljudje zelo obožujejo pač neke motivacijske stvari. Radi berejo, radi delijo in potem sem rekla, ok, zdaj bom dala masko, Klavdija Žitnik ni, dajmo pač črno na platnu. Črna pač, najprej je bila črna na belem, nato pa platno sem dala zaradi tega, ker zaradi moje ljubezni do umetnosti in slikarstva. Moje vizije za naprej, pa definitivno kot vsi menim, da moramo dozoreti s časom in definitivno imam veliko v glavi in da naredim korak naprej in povežem to še nekako z umetnostjo, ampak moram tudi sama temu dozoreti in počasi, spontano se temu obnašati. Sedaj pa bom prosila kar avtorico, da nam recitira svojo pesem, ki si jo je izbrala za današnji dogodek. Recitirala bom pesem, ki je nastala med korono in je kratka. Tako da, ko se to vse konča, kakor v majskih dneh, pedalirala bom do tja. Med polja brez meja, med gozdove, ki sanje so doma, do potoka, ki odnaša skrbi, do sonca, ki strah topi. Sezuta dotikajočih novih dni, tekla bom med ljudi, kot šopke podarjala nasmehe mimoidočim na ulici. Z žarkom v očeh spet razlagala ti majhne stvari, ki brstijo mi v mislih te dni. In na koncu greva tja, kjer so cvetne sanje doma, v kraj brez omejitev in dna, enkrat, ko se vse to konča. Tako, Nika, ti si sedaj končala srednjo šolo, poti te vodijo naprej. Sedaj pa bi prosila, da se malo predstaviš, kako bi opisala sama sebe, kakšne imaš tudi ti, kdaj si začela prvič ustvarjati in kaj te je sploh navdihnilo, da si začela s tem. Dober večer še v mojem imenu. Ja, zdaj sama sebe pisati je precej težko, ker takoj, ko se za nekaj odločiš, to cel kup stvari izključi, ne. Tako kot je rekel Oscar Wilde, to define is the limit, ne, ampak dobro, dajmo se definirati. Zdaj, kot omenjeno, sem zaključila srednjo šolo, zdaj se podajam naprej, se iščem v študiju, zdaj bom šla študirati anglistiko in sociologijo, mislim, da je to ena taka smer, da potem spoznavaš sebe in družbo okoli sebe. Iščem se v vseh smerih umetnosti, kar pomeni, da uživam tako veliko v umetnosti, kot v gibu, glasu, petju, plesu, kot tudi gledališki umetnosti, ki mi je zelo blizu, in pa govorjeni in pisani besedi. Tako da se mi zdi, da ni nikoli preveč načinov, na katere se lahko izražaš in da potem pač vzameš tisto, kar ti najbolj ustreza. Zdaj, začetni navdih, nisem čisto prepričana, kaj je bil. Mislim, da je bila pobuda od zunaj za pesnjenje na začetku. Mislim, da je to bilo eno izmed tistih stvari, ko v osnovni šoli učitelji rečejo, no, zdaj bi pa nekaj napisali na temo mama ali pa nekaj takega. In so se takrat začele moje prve pesmi. Definitivno sem odraščala tudi z literaturo, zato ker je tudi moja mama, ki je danes tukaj pesnica, in mi je bilo rahlo položeno v zibko. Tako da sem poslušala pravljice, odraščala s pravljicami in pa potem kasneje tudi s pesmimi.
Od tam naprej je pa potem šlo od enega natečaja do drugega, od ene teme do druge in potem je to postalo en tak način izražanja stvari, ki so podzavestne, pa me mogoče gnjavijo, pa ne vem, da me gnjavijo do takrat, ko pridejo enkrat na papir. In potem pa se mi zdi, da in način sprostitve in način dodatnega spoznavanja same sebe je postala literatura za mene. No? Tako da ja, zdaj za prihodnost pa, kaj pa vem, so pa takšni plani, da se mi zdi, da se še učim, da je literatura tudi ena organizacija, pa ena samopobuda, da ni to samo čakanje na navdih, da je treba tudi požokati svojo notranjo muzo občasno in potem pridejo takšne stvari zelo prav, organizacije, pa pridejo neke teme prav, pa neki natečaji, da se ozavestiš, da je treba spremljati stvari okoli sebe, da ni dovolj samo, da čutiš neke notranje stvari, ampak da iščeš motive v okolici, da iščeš simbole v okolici, da opazuješ svet, zato ker od tam potem seveda prihaja, ne? Od sveta pa skozi nas, pa potem na papir. In to so plani, no? Da se učim zorganizirati in biti tudi čim bolj produktivna kot pesnica in kot čuteča oseba, da imam potem kaj dati na papir. Zato. Tako najlepša hvala, sedaj bi pa tudi tebe prosila, da predstaviš eno izmed svojih pesmi. No, ta pesem je v tem duhu, da pač poezija pride, ko pride, čeprav jo seveda treba malo tudi spodbuditi, napisana kar na zadnji strani ene druge knjige, ki je moja in nesposojena, nisem jo jaz napisala, ampak sem jo pa kupila. Ja. Natakar me gleda med delom. Kam se boš dala? Čaj ti ne kupi mize. Naloga gosta je, da pride in potem gre. Rušiš ritem, nimaš mize doma. Tako dolgo v ventilator na stropu in vrečko v vodi strmijo samo brezdomci, drogaraši in pesniki. Ne bodi jih treba. Glej, mis nam ne manjka in gneče ni. Ampak predstavljaj si, če vas pride 20 takih. In nam zmanjka mis in vas naganjamo ob zapiralni uri in nočete iti, ker se ventilator še kar premika in voda ob vrečki še kar barva in kličemo policijo in potem je zdraha in mi nismo več prostor z dobro vročo čokolado, ampak prostor, od koder so nagnali tiste pesnike, drogaraše, brezdomce. Ne vem, kam se bom dala. Imam ta čas in imam to telo in zato potrebujem še prostor, ampak prostore so privatizirali in ceste vodijo nekam in čaj piješ z namenom, da ga popiješ, sicer to ni čaj, sicer je to okupacija, družbeno nasilje, neprijetnost, posilstvo ventilatorja in ventilator mi ni nič naredil in nočem mu hudega, samo opažam, da se vrti. Hvala. Tako, najlepša hvala, Nika. Sedaj bi pa k besedi povabila tudi gospoda Tončija Babiča. Prosim, če stopite bližje. Tako je, lep pozdrav. Bog pa živi. Torej, slišala sem po naših podsrečkih koncih se govori, da ste vi vsestranski Bistričan. Je to res? Ankete nisem delal. Nimam za... Premalo imam samo za burek pa za kavo. Pa taber. Drugega me ne obsega. Tako, sedaj bi pa še vas vprašala, kdaj ste začeli ustvarjati, ali je to zdaj ste to, ali ste že od otroštva, kaj vas je navdihnilo, pa potem bi vas še prosila, če predstavite mogoče kaj vaših del, vaših aforizmov in koliko v bistvu vseh teh aforizmov se je nabralo. Takle je bilo. Leta 87, srednja tehniška šola Maršala Tita Celje. Živel sem, od malega sem zgubil očeta in mi je en stric, ki je bil partizan, je rekel, naši žlahti je rekel, veš, Tona, po vojski smrdi. Lahko boš vršil, lahko ne boš vršil. Po pa meni to 50-50 ni bilo dosti, da bi jaz živel korajžno, brez straha, flegma, easy. In potem se to pozna tudi na učnem uspehu zadnjega letnika.
ko postanem posem sit vsega, kar je bilo za prebrati, še posebej romanov Komu zvoni in podobnih, ki smo imeli za domače branje. Zanimalo me veliko stvari so me mešali in tako naprej, ampak sediva s sošolcem Don Corleonetom, ki ga poznate kot Sandija Jurko, moj iz oddaje Hribar pa v Rogaških novicah. On je namreč že, ko je prišel v šolo, je imel plan, kaj bo. In sem me fučkal, jaz sem pa takrat bil popolnoma sesut in se najdemo pred računalnikom, pol ure smo rabila, da smo ga Iska Delta Partner žgala, na kar on zapiše, umr je Marx, umr je Lenin, umr je Tito, tudi jaz se slabo počutim. In meni je to tako, ja, to je zdaj, ja, kaj romani, na kratko hec, to rabimo. Po pa se je zgodilo tako, da mene pač tako stanje, kot je bilo, strah vojske in pripela pred komisijo. In sem rekel, vojske me je strah. Ne bi rad ubijal in ne bi rad bil ubit. In mi pravi, no, tako, pa kot je uzornik. Pa sem rekel, ja, vsi pošteni, delovni ljudje, športniki, glasbeniki, znanstveniki, inženirji, generalno, sem pa rekel, Jezus Kristus. A šta ti je sada najpotrebnije? Pa sem rekel, zbrana misel. In potem, ja, logično pot, če nisi za vojsko, si za vojnik. Tak poteka, to bi še lahko veliko govoril. Skratka, ko pridem domov, oziroma, ko si brez vsega, kar je tvoje, ti dostopni je samo papir in svinčnik, nisem vedel, kaj bi zdaj, kako pot bi obral, nisem se hotel zakreditirati, ne v instrumentih, kar bi vse imel, in pač polagoma začnem pisati aforizme leta 91. januarja, potem, ko pridem iz Vojnika, in potem pišem dol in prebral vam bom sicer aforizme iz lanskega Abrahama na Podsrečkem gradu, kjer so bili vklopljeni. V glavnem, jaz kamorkoli me povabijo, začnem s tem, mislim, predstavljam, se naslanjam na temo, kot je dom, domovina, ljubezen, sreča, jezik. Tudi na Hrvaško, pa čeprav me ne razumejo, to je pa pač njihov problem. Takole, zbral sem temo dom in sreča. Če si srečen doma, si tudi v življenju daleč prišel. Dom je sedež moje duše. Sreča je biti nor na to, kar imaš. Kdor zna ljubiti svoj dom, ga ne moti, kakšne imajo drugi hiše. Sreča je videti štiriperesno deteljico. Utrgajo lahko vsaka krava. Srečen sem, kadar mi leži, da moram stati. Umetnost je biti srečen tudi takrat, ko ne komandiraš. Samo da imamo streho nad glavo, pa čeprav nimamo na dilah pospravljeno. In bolj, ko hodim po svetu, bolj svet mi je dom. Vera in upanje. Zame je vera gravitacija. Brez nje morda bi potoval od planeta do planeta, a kljub temu bi bilo to letavanje. Verujem v to, kar vidim. In vidim povsod Boga. V najglobljem je vera odločitev, ne pa posledica izkušenj. Ali se zavedamo nepoštenosti svojih molitev? Babe so babe.
Za nekatere moške govorijo, škoda, da ni šel za župnika, za druge pa škoda ga je za župnika. Nisem še v nebesih tako doma, da bi si privoščil izmišljevati vice v peklu. Ni najbolj modro, da se požvižgamo na nebo. Politika in laž. Kdor težko voli, zlo ne misli. V politiki nimaš niti poteze, če nimaš svojih figur. Bolj, ko se delimo, težje se razmnožujemo. Nobenega politika še ni bilo treba vleči in riniti na položaj tako, kakor prašiča v zakol. Potem vidim, da sem star, koliko ljubezni se mi je nabralo. Bolj, ko si star in sam, slabše vohaš, v kakšnem smradu živiš. Mladost je naporna. Ti se goniš, drugi pa te še ženejo. Več se jih zapije, kakor zaseksa. Vsaka mama Mica ni vedno zdrava Marija, milosti polna. Ok, dovolj. Prostite, prvič Brezca, Dedi, no, vam. Hvala. Gospod Oči, hvala lepa. Mislim, da ste se dobro odrezali in da ste zelo predstavili svoje delo. Najlepša hvala. Hvala vam. Še enkrat hvala gospodu Tonči, da nas je lepo nasmejal. Sedaj pa še par besed o Ani Rabzelj. Je mlada ustvarjalka iz Posavja, ki rada potuje, fotografira in piše. Je aktivna prostovoljka, ki rada deli solidarnost in srečo med ljudmi. Sama pravi, da ne glede na to, kako mrzla je lahko dežela ali srce, se ga da ogreti, če ne savno pa s toplo besedo. Draga Ana, tudi nate nismo pozabili, prosim, še ti. Hvala ti, da si se udeležila. Za začetek bi te vprašala dva vprašanja, malo drugačko. Sicer vem, da si mlada umetnica, rada potuješ, tudi kot prostovoljka sem brala, da si potovala v severnejše dežele. Pa me zanima, če je tudi to predstavlja vir tvojega navdiha v pesmih in pa kdo je te navdihnil, v bistvu morda celo Anton Martin Slomšek, ne vem. Sama nam povej, prosim, in za konec, če nam boš prebrala eno izmed svojih del. Hvala. Zdravo. Lep pozdrav še z moje strani. Prvo moram povedati, da se zelo dobro danes tle počutim, ker tudi sama načeloma, sicer imam rada družbo, ampak sem tudi zelo rada sama, tako da mi bolj odgovarjajo druženja v manjših skupinah, no, tako da mi je to glih všeč. Če se navežem na prvo vprašanje, bi rekla, da res rada potujem. Sicer bi poudarila, da za mene ni nujno, da grem nekam daleč stran, ampak mi potovanje že predstavlja, da mogoče naredim korak iz sebe in sem lahko sama s svojimi mislimi, da mogoče se tako odmaknem in lahko tudi temu rečem potovanje. Torej ni nujno, da nekam grem, ne vem, z letalom ali pa s kolesom, ampak da se lahko samo zaprem v sebe. Zdaj pa, če so potovanja vir mojega navdiha, moram priznati, da preden si me to vprašala, nisem nikoli o tem tako razmišljala. Mogoče pa so, ampak ne tako neposredno, ampak tako, no, vedno, ko nekam grem oziroma potujem ali pa vedno, ko imam čas, da se odmaknem vase, se nekaj novega naučim, mogoče o drugih, mogoče o življenju, mogoče o sebi in na ta način, da ko jaz pišem,
dejansko izrazim to znanje ven. No. Tako da mogoče na ta način bi lahko rekla, da posredno so potovanja vir mojih navdicij, ampak ko pa prebereš moje pesem, mogoče pa ne moreš videti, no, da bi mogoče kakšne izkušnje neposredno bile v mojih pesmih. No, tako. Zdaj pa, kdo me je navdihnil za pisanje? Mislim, da ne bi nikogar oziroma ničesar mogla izpostaviti. Sama rada rečem, da pišem svoje pesmi takrat, kadar mislim, da me nihče ne razume. Tako da začelo se je pa, mislim, da tako v najstniških letih, ko veliko ljudi med nami, verjetno takrat najbolj čutimo, da nas nihče ne razume. Tako da sem nekako začutila, da mogoče lahko so svojo zmedenost takrat in tudi zdaj in so svojo, ne vem, bojazen pred nečem vzlijem v pesem. No? Tako da sem nekako začutila, da jaz bom pa mogoče kje zapisala. Sicer za sebe ne rada rečem, da sem pesnica in tudi ponavadi ne rečem, da pišem pesmi, ampak da pišem svoje misli. No? Tako da, tako. Zdaj bi pa prebrala eno pesem, ki nima naslova in mislim, da je najbolj kratka od danes. Tako pa, ja, mogoče bi še povedala, da ko ljudje slišijo moje pesmi, velikokrat rečejo, da jih ne razumejo. Ko sem to prvič slišala, sem se zelo sekirala. Ni mi bilo najbolj všeč, ampak zdaj si pa mislim, da mogoče je pa včasih boljše, da jih ne razumejo. Tiho, a na glas, tvoja, vendar jaz. Ona, v tebi strast, zmeraj, a ne zdaj. Ljubim, čeprav ne znam, čaram, kar ne smem, čutim, ker ne vem, pridem, vendar grem. Hvala. Ana, hvala še enkrat, zelo sem vesela, da si prišla, tako da srečno še naprej pri ustvarjanju in nasploh v življenju. Hvala ti iz srca. Kjer vrhovi se dotika
Tako smo pripeljali našo prireditev k koncu. Zahvaljujemo se vam, spoštovani, za obisk naše zaključne prireditve. V 4 mesecih našega raziskovanja smo odkrili, koliko umetnikov iz različnih področji nas obkroža. Pri našem delu smo bile pozorne tudi na tiste, nekoliko manj znane, vendar vseeno kakovostne literate, ki so ustvarjali v različnih obdobjih. Anton Martin Slomšek je s svojim delovanjem pomembno vplival na naš kulturni prostor. Naš cilj letos pa je bil predstaviti bogato literarno dediščino Brežic in Posavja, saj je literatura pomemben del kulturnega turizma, ki privablja mnoge obiskovalce. Pomembno se nam zdi, da našo bogato kulturno dediščino spoznajo tako lokalni ljudje, kot tudi turisti. Med samim delom smo se vedno znova srečevali z avtorji, ki pišejo o domovini, naših krajih, življenju. In vesele smo, da smo odkrili tudi mnogo mladih avtorjev in avtoric, ki nadaljujejo delo svojih predhodnikov. Zahvalile se bi rade tudi seveda našim gostom, ki jih vabim k sebi tu na oder. Klavdiji Žitnik, Niki Gradišek, Ani Rabzel in Tončiju Babiču. Seveda, ker stopite semle, še za skupno sliko. Seveda ne smemo pozabiti na našo pevko Živo Strgar. Živa, hvala tudi tebi, da si vzela čas, kar pridruži se. Za konec pa bi se v imenu celotne projektne skupine Študentk rada zahvalila našima mentoricama, profesorici Jasni Potočnik-Topler ter Mojci Strašek-Dodik, ki sta nas skozi celoten projekt vodili in usmerjali, da smo danes lahko predstavili naše delo. Tega sicer ni bilo v tistem scenariju, ki smo ga z Mojco pogledali. V vsakem primeru veselje je bilo delati s tako mlado ekipo, polno odličnih idej. In ob koncu bi se seveda rada zahvalila še enkrat vsem študentkam in vsem, ki ste si vzeli ta večer in ga preživeli z nami. Mislim, da je bil krasen. Na trenutke bi lahko začeli pisati kar pesmice. Bil je en tak lep večer in tako naprej. Hvala torej še enkrat vsem vam, ki ste se tega udeležili in vas sedaj povabim na pogostitev, da se ustavite še, da malo poklepetamo. Hkrati pa vas bi tudi povabila, če boste v bližini, da se v naslednjih dneh oglasite, ker bo v Slomškovem domu razstava, kjer bodo predstavljeni vsi literati, o katerih smo raziskovali tako s svojimi deli. Hvala še enkrat. Jaz se tudi pridružujem vsem zahvalam. V imenu društva 1824 res čudovit program ste pripravili. Predvsem mladi, bodoči mladi ustvarjalci ste nas, saj mene, zelo presenetili pozitivno. Prav zaigralo nam je vsem srce danes, tako da res hvala lepa. Zdaj pa bom povabila jaz kar k mikrofonu še našo podžupanjo, ki nas je prav tako spremljala, gospo Miro Levec, za katero smo tudi zelo veseli, da se je udeležila tega dogodka, da vam bo namenila par besed. Hvala lepa. Spoštovane organizatorke današnjega večera, najlepša hvala za povabilo na ta zares čudovit večer.
Tako kot je omenila Ana, tudi jaz sem se danes zelo dobro počutila med vami. Hvala zares vsem vam, ki s svojimi aktivnostmi bogatite kulturno življenje naših občanov. Hvala tudi vašim mentoricam in vsem, ki so vam pri tem stali ob strani. Čudovite ste bile, ohranite to vedrino, to veselje in srečo v sebi čim dlje. Hvala. Ponavadi na koncu vedno vprašam, gospod župnik, boste še vi kaj povedali? Prosim lepo. Dober večer. Saj sem rekel, nastopajočih bo več kot nas, ko gledamo, ne? Ampak mi se ne damo. Hvala lepa, čudovit večer je bil. Jaz se zahvaljujem naši Mojci, ki vodi naše društvo 1824, Alenki Černelič-Krošelj, ki je tu tudi agent Mobi, bi lahko rekli, tista, ki drži štango vsem nam. Hvala mentorcama, obema, vsem nastopajočim, vsem gostom, gostjam. In naj rečem, da sem izredno vesel, ker sem lahko tudi, toliko se zdaj že spoznam na to moderno tehniko, malo sledil tiste popoldneve, ko ste omenili, da ker zaradi situacije, v kakršni smo, ni bilo možno se dobivati v živo, ampak ste se dobivali preko družbenih omrežij, ne, kako se temu reče, ja. In sem tudi kakšen večer malo pogledal in zasledil, sem rekel, no, kaj takega pa do zdaj Brežice niso doživele. Sploh pa to, da bi recimo na tem prostoru med cerkvijo, padno cerkvijo Svetega Lovreca v Brežicah in našim Slomškovim domom, nekdanjo, tako rekoč, zelo častitljivo šolo, osnovno šolo Brežice, ki je potem pa kar nekaj časa, nekaj let, nekaj desetletij čakala, da se je našel nekdo, seveda ob pomoči naše družbe, občine in vseh drugih, da smo lahko uspeli to stavbo ponovno oživeti. Tako da Slomšek živi, hvala vam, živite tudi vi vsi.